Hej, hej, en lep pozdravček vsem. Evo mene. Smo live, ok. No, zdaj jaz sem pravkar prišla iz Mehike, kjer sem bila na treningu za certificirane facilitatorje Access Consciousnessa. To je že moj 8. trening po vrsti in ta je bil prvič tudi izven Evrope. In ful je zanimiv, ko se udeležiš pač treninga nekje izven Evrope, ne, tudi mislim pač specifično accessovega treninga, ko ti eni drugi, ko ti raztopijo na druge poglede. Tako da, ja, bomo videli, kaj vse je zdaj še mogoče, oziroma jaz se sprašujem za mene, kaj vse je zdaj še mogoče, kaj lahko zdaj vse še ustvarim, kam lahko vse še grem, kamor prej nisem, mogoče bil nek pogled, ki mi je to preprečeval. Tako da, ja. In danes sem z vami, evo, naslov današnjega liva je Kaj je denar? In pač sem že zaznavala naprej, da nekateri ste šli, kaj je denar, kaj je denar. To je prvo vprašanje iz te knjige, Kako postati denar, torej, s katero zdaj bomo začeli v kratkem z 10-delnim spletnim srečanjem Kako postati denar. In tukaj na prvih straneh te knjige je 13 vprašanj, ne? In prvo od teh vprašanj je, kaj je denar. In to vprašanje ni namenjeno temu, da bi zdaj mi razlagali to, kaj je denar, ampak da vi za sebe pogledate, kaj je denar za vas. In tudi ni zdaj, da boste šli razmišljati o tem, torej denar je, ne vem, kovanci, bankovci, ampak dejansko resnično tisto, prva stvar, ki pride ven. In torej samo vprašajte se, in tudi pač tukaj, ko delamo to knjigo med temi srečanji, vprašamo, torej, kaj je denar, in udeleženci tako morajo hitro, pač imajo svoje zvezke, svoje liste, kamor si pišejo, in udeleženci morajo to hitro napisati, nimajo veliko časa za razmišljanje, ampak dejansko gre za to, da mi Džojči, pa so entitete, bomo pa še počistili entitete, tega. On je ful dober detektor entitet, tako da, Džojči, kaj so tudi povezane entitete z denarjem, da je zdaj malo mir, bomo bolj zoredili, No, skratka, udeleženci imajo zelo kratek čas, tako da odgovorijo, ker poanta v tem je, da dobimo mi vaše prave poglede, tiste, ki imate resnično o denarju. In ker namreč vsak od teh pogledov kreira to vašo finančno resničnost, takšno, kot jo trenutno imate. In pa tako, pa imamo udeležence, ki prav pišejo pa ful neke lepe stvari, ampak to je spet ta pogled, pač predpostavljena resničnost je, da bi morali imeti neke lepe poglede o denarju, če bi želeli imeti več denarja, ampak dejansko to ni resnica, ne, le redko kdo ima res take, pač, kako bi rekla, lepe v narekovajih ali pa neke podporne poglede o denarju, več ali manj imamo vsi neke stvari, neke poglede, ki so omejujoči, ki nam pol preprečujejo, da bi ustvarili neko večjo finančno resničnost za sebe, imeli več lahkotnosti z denarjem, kreirali denar na drugačen način. In ja, poanta tega vprašanja je, kaj je denar, da vi pogledate, pač samo to, kaj za vas zelo v tem trenutku pride ven. Drag, shit, kakoli, ne, lahko je tudi kaj druga. In to pač dejansko to odzadnji pol, ali pa ne vem, recimo, je lahko v vaši družini so se kregali zaradi denarja, ali pa je prišlo do nekih sporov, ali pa so nekoga zlorabljali zaradi denarja in ste se odločili, šit denar pač ne vem, kaj že, razdre družino. Jaz sem malo preučila, sem še malo na mehiškem času in mogoče kakšne besede, tako mi kar skozi se v angleščini več ali manj pogovarjala, tako da mogoče kakšne besede še mi tako so ušle. Ampak, ja, torej ti pogledi, torej ta vprašanja so namenjena temu, da mi posežemo po teh norih pogledih, ki jih imamo mi v svojem nezavednem, več ali manj. Določeni pogledi so tudi tako,
relativno tako na polzavestni, pol pač na nezavednem, ampak dejansko pa posegamo po teh, predvsem po tem, kar je v nezavednem. Ok, samo malo, da jaz tule še tele entitete počistim, oziroma odstranim. Kdo ste? To je pa zdaj, kar bom povedala, je čistilni izrek za entitete. Torej, kdo ste? Kdo ste bile pred tem? A so že šle? Kdo ste bile pred tem? Kdo ste bile pred tem? Kdo ste bile pred tem in kdo boste v prihodnosti? Ok, sedaj lahko odidete, vzamete vse svoje elektromagnetne vtise in so ostalo prtljago. Hvala, right and wrong, temelj prvem pokvaljen Schwartz Boys, Povac and Beyonds. In zdaj ta srečanja, torej ta 10-delna srečanja, kako postati denar, jaz to delam že, mislim, da od leta 2014, če se ne motim, smo tako predelovali to knjigo na razne načine, velikrat smo jo predelali, zdaj pa tako pač zadnja leta pa naredim tako enkrat letno to srečanje in tako ga raztegnem tako, da vsak teden imamo eno srečanje, torej to poteka pa 2 meseca in pol. In namen tega je ravno tem, da vi dejansko postanete denar, dejansko se naučite teh orodij, postanete ta orodja, ki so predstavljena v knjigi, kako postati denar, da osvetlite svoje poglede, te, bi rečel, nore poglede, ali pa neke omejujoče poglede, ki jih imate glede denarja, ali pa občutke, neka čustva, ki jih imate glede tega, in da to potem odstranite. Oziroma tudi še ena stvar je, torej pač med temi srečanji dodamo veliko stvari, tudi ki jih pač v tej knjigi Kako postati denar ni. Zato, ker ta knjiga je bila napisana leta 1996 na podlagi, oziroma je prepis enega seminarja o denarju, ki ga je imel Gary Douglas, in pač takrat je bilo na voljo pač toliko orodij. In potem s časoma so se dodajali, so se stvari razvijale in zdaj pred kratkim je v Accessu prišlo veliko stvari ven, ki bojo pripomogle k temu, da še bolj spremenimo svojo finančno resničnost, da naredimo še bolj po svoji meri, še bolj, ali je to lahkotnejše, več denarja, bolj profitabilno, karkoli je to za vas, to bomo tudi pač pogledali med temi srečanji. In torej, prišle so vam predpostavljene resničnosti, torej predpostavke, ki jih imamo o denarju. In tudi, zdaj sem imela nekaj srečanj, tudi čarobnosti in čudeži z denarjem, ki smo tako ful razbijali te predpostavljene resničnosti, tega je ogromna, ne. In ena predpostavljena resničnost je ta, iz katere vsi delujemo, je ta, da moraš za denar delati, a ne, da moraš za denar matrati svoje telo, obrabiti svoje telo. In ne bomo se učili o tem, da boste sedeli na kavču pa meditirali, pa bo denar iz zraka padel, iz neba padel, ampak dejansko gre tukaj za bitje, za to, kar ste, a ne, kar ni delanje. Koliko ljudi poznate, ki ful delajo, ali pa ste poznali ljudi, ki so ful delali, trdo delali, težko delali, celo svoje življenje, pa so imeli za to kaj veliko denarja, so imeli za to kaj več denarja za pokazati, ali pa kakšno, ne vem, drugačno finančno resničnost zaradi tega. Dejansko gre za to, da smo nekaj drugačnega, da postanemo denar in potem iz tega delujemo. Torej, da iz tega delujemo in ko iz tega delujemo, so vse te aktivnosti, vse te akcije, vse ta dejanja, ki jih delamo, so dejansko ful drugačna, ful, kako bi rekla, navdahnjena, iz druge energije se dela in več kot smo, torej več kot si dovolimo biti, več denarja, kot si dovolimo biti, več ga tudi lahko imamo. In potem so, torej prišle so predpostavljene resničnosti, oziroma ta, če ste mogoče slišali, ta velika peterica, potem je prišla ven tudi ta ničelna vsota igre resničnosti, kjer dejansko kreiramo ravno toliko, da nismo boljši od nobenega drugega, oziroma noben ne zmaga, noben ne izgubi, noben ne more nič izbrati. In zdaj pa še tudi elektromagnetizem, ki je pa tudi ena, vse za mene osebno, tako ful zanimiva stvar, ker to so stvari, ki so nenehno na nas projecirane in nas ohranja v tem nekem navadnem poprečnem načinu življenja, navadni poprečni finančni resničnosti, ki je tukaj na planetu Zemlja, kaj skrbi z denarjem, skozi obremenjevanje z denarjem, skozi koliko ni dovolj, koliko ne moremo, koliko si ne moremo privoščiti.
in bomo to tudi odstranjevali, tako da dejansko bomo tudi predstavljena bomo neka drugačna miselnost, dejansko, da zavzamete neke drugačne poglede, a ne, najprej pač odstranimo te stare in potem, da zavzamete neke drugačne poglede, da greste v vprašanja, torej, da kreirate iz vprašanja. In kaj, če lahko kreira denar toliko lahkotno, kot da vprašate po denarju in denar potem pride k vam. Bi mogoče kdo od vas želel imeti kaj takega? Če ja, potem se mi pridružite na teh 10-delnih spletnih srečanjih oziroma spletnem srečanju Kako postati denar, s katerim začnemo v torek 10. oktobra. Zdaj sem malo prestavila za en teden, zato ker sem jaz še tako malo na mehiškem času, malo manj jetlaga še in tako se mi zdelo, tako pač tudi sam seminar je rekel, da naj prestavim to za en teden. Torej to bo potekalo tako ob torkih, vsak torek ob 6. zvečer. Druženja so pa navadno tako dolga 1 uro do 1 uro pa pol, namenjena so tudi vaši, torej smo rekli 13 vprašanja v tej knjigi Kako postati denar, in z vsakim vprašanjem je povezano tudi eno poglavje, ki ga potem na vsakem srečanju obdelamo, oziroma na določena poglavja so tako zelo kratka in jih bomo to tako združili na kakem srečanju. So pa ta srečanja namenjena temu, da vi vprašate, vi pogledate svoje stvari, s čim se vi ukvarjate v svojem življenju glede denarja, in da to pač dobite facilitacijo na to, da to nekako ali pogledate, ali delujete z nekih laži, pogledate, delujete z nečesa, kar sploh ni vaše, in če delujete z laži, če delujete z nečesa, kar ni vaše, sploh tega ne morete pa spremeniti. In torej ljudje, ki so se udeležili teh srečanj, in teh je tekom let, zdaj jih je že stotine, dejansko poročajo o tem, kako so začeli slediti sebi. Kako so dejansko na podlagi teh srečanj se jim je celo življenje spremenilo, zato ker so začeli delati tisto, kar jih veseli, in ko delamo tisto, kar nas veseli, to dejansko za nas ni delo, vsaj za mene ni. Tako me pred leti en kolega vprašal, to je bilo na začetku, ko sem jaz začela s svojim poslom, to je bilo 2012, me vprašal, koliko ti tedensko delaš? Veste, nič, se reče nič, in pa me tako debelo gledal, ne? In jaz sem dejansko pa malo to pogledala, ne, to situacijo, in ker jaz delam tisto, kar me veseli, za mene to ni delo, ne, ker za večino ljudi je delo nekaj, kar nimajo radi, kar je težko, ne radi delajo. Ampak ko ti delaš nekaj, kar te veseli, v bistvu nič ni delo, ampak je vse tako ful dobro, ne, če ti je to veselje, če te to zabava, in iz tega prostora kreira denar, biti tudi tako izpolnjen, zadovoljen sam sabo, uporabljati svoje talente, tudi to je nekje tako ena rdeča nit, če lahko temu tako rečemo, ki se vleče čez to knjigo, dejansko, da postanete bolj vi, bolj začnete gledati, kaj lahko vi edinstveno ustvarite v svetu, oziroma kakšne talente, kakšne kapacitete imate, ki jih lahko uporabite za ustvarjanje denarja. Tako da dejansko gre za življenje spreminjajoče srečanja, ne samo finančno resničnost, spreminjajoče srečanja, ker namreč, tako smo rekli, govorimo o tem, kako postati denar. In ko mi dejansko postajamo denar, ko spreminjamo poglede, ki jih imamo glede denarja, opuščamo neke sodbe, ki jih imamo v zvezi z denarjem, pa neke laži, ki jih imamo v zvezi z denarjem, ne samo, da se naša finančna resničnost spreminja se naše celotno življenje, zato ker ko mi spremenimo odnos do ene stvari, se spremeni pa tudi odnos do drugih stvari, in ne samo to, spremeni se tudi odnos do nas samih, kar je pa v bistvu tista najpomembnejša stvar, kjer se vse začne. Karkoli želite v svojem življenju spremeniti, najprej morate pri sebi pogledati, najprej spremeniti odnos do sebe, tudi če so to odnosi, kakšen odnos imate vi do sebe. Ko to spremenite, se lahko vse druga tudi pol spremeni. Tako da še enkrat vas lepo vabim, da se pridružite temu 10-delnemu spletnemu srečanju Kako postati denar, s katerim začnemo 10. oktobra ob 6. uri. Bojo vsakič tudi posnetki, zelo malo so tudi na link naloženi in si vi lahko to prenesete in potem torej poslušate.
ponovno, tako te posnetki so namenjeni temu poglabljanju spremembe, da se še poglobi sprememba, ki ste jo dobili na teh srečanjih. In kaj sem mislila še reči? Torej, posnetki, torej tudi če recimo, ko kateri pa kdo sprašuje, jaz se ne morem vsak torek zdaj udeležiti, lahko delam tudi po posnetkih. Tudi po posnetkih lahko delate. In če se ne morete v živo udeležiti, mi lahko pošljete svoje vprašanja na mail, pa bom jaz naslovila pol na srečanju, vi boste pol poslušali na posnetku, tako da in glih tako deluje, ne, ko eni so tako zaskrbljeni, ne bo delovali, glih tako deluje. Energije ne moreš odstraniti iz tega ven. Pač energija teh srečanj je noter. Tako da kakorkoli se lahko pridružite in spremenite dejansko svoje življenje. Tako da hvala vam za poslušanje in en lep pozdravček vsem. Čau, čau. Pa se vidimo, ne? Na kako postati denar.